Dober dan, drage poslušalke in poslušalci, Martina Arčon vas vabim v Robinovo družbo. Takole ob veliki noči jaz najprej pomislim na pirhe, pa šunko, pa kakšno dobro potico, ampak glej ga zlomka, kot večina žensk verjetno tudi na pospravljanje. In to tisto generalno, ko bi se človek rad rešil vse navlake. In prav zato sem danes v studio povabila gospo, ki bo zagotovo podala marsikakšen koristen nasvet, kako do urejenega doma veselja. Z mano je Tina Simčič. Dober dan. Dober dan. Tino sem našla na socialnih omrežjih, na družbenih omrežjih, Instagram profil imate urejen dom veselja, Facebook profil in to dobre 4 leta. Kako se je pravzaprav vse začelo in kakšen je osnovni namen tega vašega, rekla bom, osebnega poslanstva? Ja, najprej hvala za povabilo, da lahko razširim to sporočilo. Glede urejenega doma veselja, pri meni se je v bistvu vse skupaj začelo, ko sem na drugi porodniški, ko sem imela doma oba otroka, začela spoznavati to, da ves čas nekaj prelagam po domu, pospravljam. S prihodom otrok pride v dom tudi kar precej novih stvari, nekaj misliš, da moraš kupiti, nekaj prinesejo obiski in potem se je kar naenkrat začelo doma kopičiti po spalnici, iz nekega kupa se je kar... Na drugi kup. Tako. Ves čas sem nekaj prekladala in takrat sem začela spoznavati, da me to omejuje, obremenjuje in sem šla v spremembo, da sem se odločila, da navlaka gre iz našega doma. In ko je uspelo vam, ste želeli to sporočilo prenesti naprej. Ja, tako je. Ja. V bistvu v meni je bilo zavedanje, da verjetno nisem edina s tem, ki jo preveč stvari doma obremenjuje in začela sem o tem pisati in tako v bistvu sem prišla počasi do tega, da bi lahko to tudi učila. Pa ste verjeli, da se bo toliko, jaz verjamem, da precej žensk, v glavnem so ženske, bom rekla vaše sledilke, predvidevam, dalo vštric z vami, da boste skupaj reševale domove? Ja, v bistvu sem verjela, da je to možno, da to lahko naredim in zato sem pač šla pogumno v to. Preko 12,000 sledilcev imate? Res je. Se je pa ta skupnost gradila počasi. Veliko objav je nastalo na mojem profilu, se mi zdi, da jih je že več kot 850, tako da to se ni zgodilo čez noč, postopoma po majhnih korakih. In vedno nove dame v vaši družbi. Kaj to pomeni, da imamo res preveč navlake doma? Ja, imamo, ja. Veliko je take prikrite v garažah, na podstrehah, v nekih takih rumpel sobicah, kot radi rečemo. Veliko lažje je seveda pospraviti za obiske, malo površinsko, ampak res, če gremo v globino, naše omare so prenatrpane. In zakaj je pomembno iti pravzaprav v globino? Ja, zaradi tega, ker dejansko za vsako stvar doma plačamo. Najprej svojim denarjem, dejansko pa potem plačujemo svojim časom. In res je škoda, da stvari, ki jih ne uporabljamo, ki nam nič več niso pomembne, obležijo v našem domu samo zaradi tega, ker smo jih enkrat dobili. Plačujemo s časom, pa si upate reči tudi s počutjem? Absolutno si upam to reči, s počutjem, z našo energijo. Vsi vemo, kako prijeten je tisti občutek, ko dom pospraviš, ko dom zadiha. Točno tako, Mi zadihamo skupaj z domom in zaradi tega je to res močno povezano. In zdaj imamo še več težnje, ko prihaja pomlad, ko je pomlad pravzaprav že tu pred veliko nočjo, da bi uredili in pravzaprav res ustvarili ta dom veselja, o katerem govoriva danes. Ja, meni se zdi, da tako kot v bistvu se prebuja narava, neko svežino čutimo v zraku, si to želimo prenesti tudi v svoj dom in spodbujam, da vsak, ki začuti, da bi doma rad malce bolj svobodno zadihal, da se loti tega procesa. Organiziran dom brez navlake je tema, ki se lotevamo danes skupaj s Tino Simčič. A nam lahko uspe? Kako zelo organizirani moramo biti? Lahko nam uspe in tudi to jaz ponavljam vedno, da ne smemo iti na vse ali nič. Torej, pomembno je, da si damo dovolj časa, da se lotimo odpravljanja navlake, ki se je v našem domu verjetno nabirala več let. Tako da ne smemo biti prestrogi do sebe, da moramo vse narediti čez noč. Jaz res verjamem v moč teh majhnih, doslednih napak,
korakov. Aha. Torej, da res delamo malo po malo in na ta način bomo res lahko dosegli. Kaj to pomeni? rezultate. Danes pospravim en predal, pa eno omaro, potem ne? Ja, sicer smo si različni, nekdo gre rajši na veliko v akcijo, Ja, ampak če vemo, da recimo res prehitro obupamo, potem se raje lotimo predal za predalom. Jaz se ujamem, ne, v dnevu, ko mi je hrčkanje tuje, in spet drugič, ko pa mi je vse škoda zavreči. Kako zdaj dobiti čisto pravo ravnovesje, počakati na pravi trenutek? Ja, vsekakor je fajn, da smo v neki taki prijetni energiji tudi sami, torej da imamo v sebi tisto voljo, tisto zaupanje, da zmoremo. Torej, če smo že tako slabe volje, verjetno ne bomo prišli daleč. Ampak pomembno pa je tudi, da se zavedamo, če imamo neke te čustvene blokade, da jih v bistvu premagamo ali z neko podporo, z nekim zaupanjem, kajti če gremo preko sebe prehitro, nas lahko potem ulovi obžalovanje in nas potem čisto zablokira in se ne premaknemo naprej. Ampak kako obdržati potem to urejenost doma? Verjetno ni problem dom urediti, ampak potem ne, čez toliko časa vidiš, ja, spet se nabira en kup nepotrebnih zadev. Ja, življenjski nered doma je nekaj normalnega, to se naredi čisto v vsakem domu, ker doma živimo, spimo, jemo in tako naprej. Ključno je, da res odločno odpravimo navlako in da potem vsem stvarim doma določimo jasno mesto. Torej, vpeljemo neko organizacijo, ki bo delovala za nas, pa seveda tudi za ostale družinske člane. Seveda moramo vzgojiti tudi ostale družinske člane v tej smeri. Tako je. In če začnemo z majhnimi otroki, lažje je, se pa seveda da potem tudi, bom rekla, prevzgojiti oziroma vpeljati neke nove navade tudi pri odraslih. Seveda eni potrebujejo več časa, ampak se da doseči spremembe. Se pravi, če bi morali opisati, komu je vaš profil namenjen, urejen dom veselja, koga bi zaobjeli v ta sklop sledilk? Na splošno bi rekla vsem tistim, ki si želijo od življenja več, torej res želijo svoj fokus usmeriti v stvari, v ljudi, v misli, ki jim služijo sedaj, želijo za seboj pustiti pač prepričanja, ki obremenjujejo, vsekakor pa tistim, ki se soočajo z nekimi čustvenimi blokadami, ki so v nekem tem hrčkastem kolesju in se ne znajo posloviti od stvari, ki jih konec koncev samo obremenjujejo. Kako trd oreh je pravzaprav to, da spremenimo neka prepričanja? Ja, ni enostavno, se pa da počasi in predvsem s podporo je to veliko lažje doseči, torej da te nekdo vodi čez te strahove, ki jih imaš, ne? Lahko nas je strah recimo izgube spominov, lahko nas je strah izgube denarja, mogoče ne zmoremo začeti, ker je dom res velik in nas čaka velika garaža, velika klet in potem, ko imaš podporo, je to veliko lažje doseči. In če kdaj je potem zdaj pravi čas, da se lotimo, kaj menite? Ja, vedno je pravi čas. Ne smemo čakati na popoln trenutek, ampak vsekakor ta spomladanska energija da posebno motivacijo. Na Instagram oziroma Facebook profilu ste objavili, da nas v hrčkovem kolesju držijo omejujoča prepričanja, navezanost na stvari, občutki pomanjkanja in tega, da si ne moremo privoščiti novih stvari, da so stvari še ok. Pa se lotiva najprej teh omejujočih prepričanj, katera bi izpostavili. Ja, največkrat se v nas oglasi tisti glas, kaj pa če, torej ta trenutek obžalovanja, da če bomo dali neko stvar stran, da jo bomo potem res pogrešali in nam bo žal, s tem bomo tudi izgubili denar, prinesli še eno novo stvar in jo v bistvu potem uničili kot odpadek. Tako da tukaj se skriva kar nekaj teh obžalovanj. Strah nas je torej tudi izgube denarja in velikokrat dobim tudi to, da ne želimo zavreči neke stvari, ker bo pristala ali v napačnih rokah ali pa na smetišču. Ampak mi se moramo zavedati, da vsaka stvar, samo da je ustvarjena, je že odpadek, tako da je tudi zelo pomembno, da premislimo o tem, kaj nakupujemo. Se pravi, če se ustaviva konkretno pri oblekah, če obleke ne oblečemo, ne vem, leto, 2, 3, 4, a je brez veze, da jo še imamo za, narekovaj, hude čase, morda pa mi še to pride prav. Kaj menite?
Ja, Kdaj je pravi čas, da se poslovimo? Konkretno pač vzameva mogoče eno majico. Jaz bi rekla, da je predvsem pomembno, da smo iskreni s seboj, torej zakaj se ne želim posloviti, ali je v meni res mogoče kakšen strah, ki sem ga prej naštela. Lahko smo pa dejansko maksi po duši pri oblekah in vemo, da smo že v preteklosti recimo kombinirali nekaj, kar je morda šlo iz mode, pa je sedaj spet v modi. Torej se moramo znati tudi poslušati in tudi prostor je tisti, ki nam narekuje, koliko dejansko lahko obdržimo. Torej, če imamo prostor in nam ta dovoljuje, da hranimo obleke morda več časa, je to ok. Če smo pa v nekem majhnem stanovanju, se pa moramo zavedati, da se je treba prej odločiti. Se pravi, prej se poslovimo ali prej nabavimo in se novo in se nasplošno govorim, ne vem, karkoli pač že, ali obratno. Jaz svetujem, da se najprej poslovimo od vsega, kar ne potrebujemo in potem pred nakupom tudi premislimo, ali res nimam kaj podobnega doma, ali bom to res uporabljala, je to moja barva, moj stil, imam prostor za to stvar doma, ali si mogoče lahko od koga izposodim. Kaj hitro, ne, je vsega preveč. Pa v tem najinem pogovoru bi lahko izpostavili, malo je več, ne? Se pravi, manj kot je, boljše je za nas. Res je, ja, manj je več. Ko imamo manj, dejansko smo tudi bolj hvaležni za te stvari, večji nadzor nad njimi imamo in dejansko iz tega lahko veliko več potegnemo, kot če imamo kopico stvari, ki se samo valjajo v naši omari. Ko sva govorili o tem hrčkovem kolesju, eden od vzrokov je tudi občutek pomanjkanja. Kako ga zaznamo? Ja, tukaj se moramo tudi zavedati, da recimo generacije pred nami so res v veliki večini na lastni koži tudi občutile to pomanjkanje in jaz vedno se uživim tudi v nekoga, ki ta občutek nosi s seboj. Treba je malo pobrskati po svoji preteklosti, zakaj imam ta občutek. Tukaj je pomembno, da potem znamo stopiti iz tega občutka pomanjkanja, ki smo ga doživeli v preteklosti, v občutek izobilja, ki ga pa imamo v tem trenutku. No, v povezavi s tem lahko omeniva tudi hrano, ne? Pravijo, ne iti v nakupovanje, v špežo, ko smo lačni. Se pravi, taki triki, ki jih upoštevamo za to, da se v nakupovalnem vozičku znajde, ne vem, 1 ali pa 2 jogurta in ne 5 ali pa 10, ker potem smo skoraj da prisiljeni, da gre nekaj hrane v smeti. Kako se disciplinirati? Ja, tukaj je po mojem mnenju ključen korak tudi to, da je naša kuhinja, shramba, hladilnik organizirana, da imamo pregled nad stvarmi, ki jih imamo že doma. Če vemo, da doma res nimamo nobenega jogurta ali karkoli drugega, ok, lahko kupimo, sploh če si recimo načrtujemo jedilnik, imamo tudi večji pregled nad tem, koliko dejansko potrebujemo in potem ne prihaja do tega, da delamo podvojene nakupe ali pa zavržemo hrano, na katero pozabimo. Kako naj skrb za dom postane lažja? O tem danes govorimo. Tina Simčič, Urejen dom veselja je naša gostja. Takole pred prazniki smo jo povabili v studio, da nas malček pravzaprav da nam malček pomaga urediti svoje misli in dom, bi lahko rekli, kajti eno z drugim je, kot pravite, zelo, zelo povezano, ampak predvsem morava reči ne vse naenkrat, kaj ne, vzeti si čas. Če pa vendarle morava izpostaviti en sam prostor v domu, kateri terja največ sivih las pri urejanju. Ja, jaz bi rekla, da je dober prostor za začetek vsekakor kuhinja. Jaz osebno jo vidim kot res neko tako srce doma, tam se veliko dogaja, veliko več kot le kuhanje, tudi družinsko povezovanje, pogovori, učenje konec koncev. In predvsem, če je kuhinja urejena, organizirana, lahko prihranimo kar nekaj časa v njej, pa tudi denarja in energije. Velikokrat berem, da ta krama in ta navlaka vpliva tudi na naše zadovoljstvo, počutje, energijo, obilje. Se ukvarjate kaj tudi s tem? Ja, jaz mislim, da že če začneva pri tem, da če v spalnici ni navlake, bomo boljše spali. To pomeni, da se zjutraj recimo lahko zbudimo vsaj za odstotek malce bolj naspani, zaradi tega bomo lahko bolj produktivni čez dan. Mogoče bomo zaradi tega šli na sprehod, naredili kakšne raztezne vaje.
če bo v kuhinji nek red oziroma neko tako prijetno vzdušje, se lažje lotimo kuhanja. Tako da to ima potem nek tak kot učinek snežne kepe in nas kar pelje naprej. Nekateri pravijo, da je vendarle najpomembnejše imeti urejeno oziroma nenastlano v garaži in na podstrešju. Kakšno je vaše mnenje? Ja, jaz mislim, da je to prostor, kjer si lahko dovolimo malce več manevrskega prostora pri tem, da ni vse tako zelo urejeno. Se mi pa zdi, da je prav, da v enem trenutku se lotimo tudi teh prostorov. Meni je izredno v spominu ostala ta misel, če se sedaj jaz ne bom s tem ukvarjala, se bo moral nekdo drug za mano. In takih primerov je veliko, ko potem ljudje ne usmerjajo fokusa na ravno take prostore in se morajo v bistvu potomci ukvarjati s temi stvarmi. Ne sprejmi stavka, tako pač je, nimam časa, imam majhne otroke, na to vedno opozarjate. Ja, pomembno je to zavedanje, da imamo moč v svojih rokah. Če tudi to pomeni, da iz svoje garderobne omare odstranimo neke kavbojke, ki nam niso več okej, ki nam v bistvu mogoče vsak dan zjutraj žugajo iz omare, nisi taka, kot bi morala biti, nisi še izgubila, ne vem, kilograma ali 2, ali pa če iz kuhinjske omarice odstranimo neko skodelico, ki je res ne uporabljamo več. Otroke naj bi tudi vzgajali v tem duhu, vam to uspeva? Ja, jaz bi rekla, da ja, ker v bistvu dejansko s tem rasteta od začetka in tudi vidim, kako se one dva znata tudi posloviti v svojih stvari. Mi sama prineseta, mami, tega ne potrebujem več, komu lahko podarimo, ali pa pri svojih risbicah, tega ne rabim več, lahko zavržeš, poglej, tukaj imam nove in nove stvari. Tako da znata dejansko sprejemati stvari in se od njih tudi posloviti. Tina, če potrkam na vaša vrata in pridem v vaš dom, kaj bom videla? Vse na svojem mestu? Ne, vsekakor ne. Tudi pri nas je kar nekaj življenjskega nereda, ampak ključno je to, da ga potem zmoremo, bom rekla, kot ekipa tudi vrniti nazaj v nek red, pa brez nekega napora. Torej, doma pri nas je prijetno in dejansko jaz nisem sužnja tega, da je doma urejeno in pospravljeno. Kako obdržati rutino? Pravite, da je uvedba rutine pravzaprav ključ do uspeha. Ja, se mi zdi, da se vse prepleta, torej s tem, da odločno odpravimo navlako, vpeljemo neko praktično organizacijo in potem se res lotimo tudi rutin. Tukaj se je treba zavedati, da gre za spremembo navad, ki spet zahtevajo svoj čas in tudi tukaj ne iti z glavo skozi zid, ne vse naenkrat. Lotimo se po korakih, vpeljemo najprej eno rutino in potem, ko je ta res utečena, zasidrana, tako priklopimo še naprej drugo. Številni napotki, številne misli, številni praktični nasveti, ampak ne zgolj na profilih, tudi na tečajih, kaj ne? Tako je, ja. Komu so namenjeni ti tečaji oziroma kako potekajo? Ja, jaz z veseljem sprejmem vsako žensko, ki dejansko ne ve točno, kako se lotiti odpravljanja navlake, oziroma si želi osvežiti svoj dom z neko strukturo in nasveti z neko bližnjico in potem pridemo skupaj do bolj prijetnega doma. Večinoma delam torej preko spleta. Lahko se lotevamo mogoče samo enega prostora, recimo se lotimo urejanja kuhinje, lahko pa gremo res celostno in delamo skupaj 3 mesece in se lotimo vseh kotičkov doma. Koliko žensk se prav odloča za vašo podporo? Kakšne so izkušnje? Kje imajo največ težav morda? Prav pri kako začeti? Ja, veliko je z tega, kako začeti in dejansko priti do konca. Začnemo... Ne spet začeti znova, ko prideš do konca. Tako je, veliko krat začnemo, pa potem se vmeša življenje, ne vem, zboli en otrok, v službi je bolj naporno, pride praznik in hitro pademo ven. Mi pa delamo skupaj v skupinski energiji in to res doda tisto motivacijo, da pridemo do konca. So bolj mlajše udeleženke, bolj starejše? Dejansko imam mešan nabor. Nekatere so kot mlade mamice, ki si želijo sedaj osvežitev in neko podporo, ker pride toliko novih obveznosti s to novo vlogo. Nekatere so pa v bistvu malce starejše ženske, ki sedaj najdejo spet več časa za dom in si želijo neko pomoč pri tem. Ampak pridete pa tudi na dom. Tako je, z veseljem pridem tudi na dom. To predvsem v tem primeru, ko se nekdo res ne zmore sam premakniti iz neke mrtve točke.
potem res skupaj naredimo tisti bolj odločen korak, oziroma v tistem primeru, da želimo biti bolj učinkoviti, prihraniti svoj čas, če delamo v paru, veliko hitreje dosežemo spremembo. Ampak kaj je vaša naloga? Pravzaprav prav pomagate odločati se glede uporabnosti, neuporabnosti, na nek način želite preoblikovati mindset, če rečem takole, uporabnice. Ja, tako je. Vse se začne v naših glavah, moramo dejansko sprostiti te blokade, ki jih imamo. In jaz sem potem tam v prostoru, da dejansko skupaj sprejmemo odločitve. Na vlaka je dejansko odložena odločitev. In mi jo potem, jaz pomagam, da se skupaj odločimo, pomagam tudi s praktičnimi nasveti, kako recimo dom organizirati, lahko pomagam tudi s tem, da odpeljem stvari namesto mojih strank in jih tudi s tem veliko razbremenim. Kaj predstavlja strankam največji problem? Kaj ugotavljate skozi ta 4 leta delovanja? Ja, največji problem je to, da dejansko se ne zmorejo posloviti od stvari. Vedno znova najdemo neki izgovor, da stvari še vedno ostajajo v domu in zaradi tega se vrtimo v tem začaranem krogu. Veliko je tudi tega, da dejansko ne vemo, kam stvari podariti, mogoče prodati. Ves čas imamo tisti občutek, da bo šlo v neke napačne roke in tudi zaradi tega stvari ostajajo doma. Prejle sva rekli, da drži rek manj je več, ampak drži pa tudi manj stvari, manj pospravljanja, kaj ne? Ja, res to drži. In če si samo v praksi predstavljamo, vsako stvar, ki jo imamo doma, nekaj moramo z njo narediti, jo čistiti, vrniti nazaj na svoje mesto, na nek način jo vzdržujemo in manj, ko imamo tega, lažje je. Kaj bi rekli tistim, ki so mnenja, meni nered doma, pač me ne moti, meni je v takem domu prijetno? Ja, jaz vedno poudarjam to, da imamo različna merila urejenosti in da ključno je, da ugotovimo, kje so tiste naše meje, ko se doma še počutimo prijetno. Kje pa gremo že čez, ko nas pa stvari začnejo obremenjevati, tudi če so mogoče skrite nekje v najglobjem predalu. Vsak mora ugotoviti neko to mejo zase, še vedno pa menim, da nek nered na dolgi rok ni koristen. Srečujete pa tudi ljudi, ne vem, če bom porabila pravi izraz, z obsesivno motnjo pospravljanja. Tudi taki obstajajo, ki so non-stop s krpo v rokah in sesalcem. Ja, tudi se srečujem, sicer ne nudim neke podpore. Psihološka, absolutno tako, ne, ampak ja. Ampak ja, veliko je tudi tega, ko dejansko gremo spet v drugo skrajnost, ko pa v bistvu ravno ta težnja k urejenosti postane naša obremenitev in tudi tukaj so znotraj nas določena prepričanja, ki jih moramo pustiti za seboj, da potem bolj svobodno spet zadihamo doma. Se pravi, lahko bi vam rekli, da ste neke vrste motivatorka. Ja, lahko bi tudi to rekli. Kdaj je pravi čas, da se lotimo te navlake? Vi pravite, vedno mene bolj vleče ta pomladanski čas. Kakšen je vaš odgovor? Ja, takrat, ko vleče, takrat izkoristimo to energijo. To bo najboljša ta usmeritev za vsakega posameznika. Ampak kaj pa, če vidiš, gotoviš, da se vrtiš v začaranem krogu, takrat je prav, da pač morda pokličemo vas ali nekoga, ki da eno roko, a je to lahko tudi partner? Lahko je tudi partner, ja. Meni se vedno zdi, da imamo mogoče tukaj nek zadržek v sebi. Sej pospravljati pa jaz znam oziroma bi morala znati, ampak res recimo pri odpravljanju na vlake gre več kot zgolj samo za pospravljanje, tako da res ne imeti občutka, da je kdorkoli edini s tem izzivom, tako da kar pogumno, da najdemo nekoga, ki stoji ob nas. Pa je vedno več takih, ki poiščejo pomoč pri vas? Ja, vedno več je tudi tega zavedanja, da je to normalno in da ni nič narobe, če si dobimo pomoč in neko bližnico do urejenega doma. Kaj pa, če nimamo podpore partnerja, ko se odločimo, ženska glava, obrniti svet okrog oziroma dom v tem primeru? Ja, največkrat smo pobudnice res ženske. Jaz pravim, da dajmo fokus najprej nase. Sem prepričana, da vsaka lahko začne mogoče v svoji garderobni omari. S tem pa dajemo tudi zgled partnerju, otrokom in jih počasi potegnemo za seboj. Imate kakšnega moškega v svoji skupini? Samo enkrat sem imela enega tečajnika. To je pa to. Pa je razlika delati z moškim ali žensko? Ja, jaz osebno rajše delam z ženskami, ker se z njimi lažje poistovetim, točno vem, kaj so naši izzivi, tako da
ostajam pri ženskah. Tina Simčič, pa je pomlad tudi v vašem domu, pri vas osebno doma, mogoče letni čas, ko prinese nekaj novega, kar se tiče urejenega doma, veselja? Ja, absolutno se mi zdi, tudi jaz rada osvežim svoj dom na ta način, da zamenjamo malce dekoracije, odstranimo kakšno blazino, dodamo kakšno tako bolj v pomladanskem vzdušju, iz kakšnih horizontalnih površin se odstrani kaj, kar ne paše več. In seveda tudi neka ta klasično čiščenje se mi zdi, da tudi vedno pride prav. Se pravi, zamenjamo blazine. Ujela sem vas ali vas bom na te besede. In stare so še dobre. Kaj naredimo s temi? Ja. Damo na podstrešje, mogoče mi bo tale vzorec spet všeč. Jaz sem vsekakor za to, da jih ohranimo, sploh če vemo, da je to nek vzorec, nekaj, kar nam je všeč, določimo pa nek prostor, kamor bomo te stvari pospravili. Tukaj spet vstopi ta vloga organizacije, katere glavni namen je, da stvari hitreje najdemo, torej da bomo naslednjič, ko bomo spet potrebovali neke te sezonske stvari, jih hitro našli, hkrati pa ne bodo uničene, če bodo dobro zaščitene. In če zaključiva, pravite, zaradi navlake smo bolj utrujeni, navlaka nas bremeni, krade dragocen čas, mogoče je za začetek fajn to zavedanje, Ja, potem bo več energije za akcijo. absolutno, ja, da se res zavedamo, da navlaka oziroma da ne bomo takrat, ko odstranimo navlako, prišli samo do nekega tega lepšega fizičnega izgleda, ampak da bo to vsekakor vplivalo pozitivno tudi na naše počutje. Mogoče nasvet za konec, kako do več sveže energije v domu. Ja, tako da res odstranimo tisto, kar nam ne služi več in da se obkrožimo s stvarmi in ljudmi, ki so nam res pri srcu. Tina, hvala, ker ste prišli v nas studio. Skupaj z nami osveščali o pomenu urejenega doma in za vse te nasvete, ki bodo zagotovo prav prišli, kako do urejenega doma veselja. Veliko veselja vam želim. Tudi vam hvala za povabilo. Hvala za pozornost, poslušalke in poslušalci Radia Robin, in lep dan še naprej vošči Martina Arčon. Radio